Kaj se definira kot žur? Ja, Če smo trije afterparty za valeto. Nisem šla. No, evo, cool. V osnovni šoli sem tako, po mojem, v kakšnem 7. razredu neki. Nikoli sem bil iz malo manjše vasice tudi, pa sem bil tako dosti zaprto družbo Freddo. Pa smo se itak pač ali igrali med sabo ali neki, pač jaz sem tako Yu-Gi-Oh karte sem bil, pa Legice še tako 2 let nazaj. Tako da, ja. Si imam še zdaj. Mislim, ja, se jih imam še kar, ne, sam igral sem se z njimi tako, a ne, do predolgo časa, ampak, ja, kakšne 7 ali pa 8 razred osnovne šole so mi pač sam ni dali tako pouku in tako. Nikoli. Ne, jaz sem ful antisocialna, kar se žurov tiče. Verjetno, moj prvi žur. Žur. Kaj se definira kot žur? Ja, Če smo trije afterparty za valeto. Nisem šla. No, evo, cool. Nisem, Kaj si hotela reči? niti nisem bila na afterju od maturanca. Jaz ful nisem za žure. Pač tekuno, ne da se delam nekaj ful dobro, ampak nekaj imam res social anxiety in tekuno ne maram hoditi na dol. Yes. A si ga sploh že imel? Yes, sem bil že uporabljen. Ja. To je bilo, to sem doč že govoril, ker sem postal 18 oziroma po mojem lihko za nov let, jaz pa 5. januarja rojsten dan. Se je takrat to zgodilo. Jaz sem škorpion po poraz, ko v meni nikoli ne ujamejo, polažem. Verjetno je mama kdaj rekla, ko sem ji rekla, da sem dobila boljšo oceno, mislim, me je pogruntala, ko sem rekla, da sem imela boljšo oceno, ko sem jo pa imela v resnici. A si govorila, da si imela boljše ocene, a si bolj skrivala ocene? Ne, jaz ni pač, no ja, skrivala sem jih, ja. Nisem se zdaj nekaj delala zaradi tega, ker pač mama mene zazna, kadar res lažem in pa pač od takrat ne lažem več. Zdaj ne vem, ali je to povezano s tem, da sem škorpion ali zaradi tega, ker je moja mama pač enostavno vse pogruntala. Ja, okej, ja, to je bilo prvič, ko sem dejansko pil, mislim prvič, ja, tako foter, ni važno. V glavnem, imeli smo afterparty od valete, kar pomeni, da pač iz osnovne šole greš na srednjo šolo, brez zabava potem. In mi smo se dobili po mojem tako ob 7 ali pa 8 nekaj tazga. Bilo je pač 30 do 40 ljudi po mojem. In pač mladi smo bili. In smo se ga toliko napili, da je pa pol ure že bilo zaključeno, pač po polovici ure je zmanjkalo alkohola na zabavi. Ena ženska je bila tam za mizo objokana, pa tle imela svoj bruhanje, en model je ležal v travi, tako grizi travo. Ne vem, ko se je še zgubil, šipe so bile polovljene, whatever, ampak tako pač pol ure pa smo bili vsi. Prvič. Jaz sem skozi zlomljena srce, nikoli se pol ni nehalo. Ko mi je bil všeč en sošolc, ko sem bila kao frenda v otroštvu in pol me je kar ignoriral in jaz sem pač, meni je bil on ful všeč, jaz sem se hodila še več družiti z njim. On je pa mene ful sovražil takrat. No zdaj se je vse obrnalo, zdaj sem jaz njemu všeč, tako da vse se vrača, vse se plača. A zdaj pa vsako zgodbico zaključila zdaj bo kvotov. Ja. To je hudo. Ja, to sem pa jaz. A ne, jaz sem the heartbreaker. Ja, z mojo prvo punco verjetno, ne, sem bil zlobil srce. Zdaj razmislim, da sem jo prvič, ker jih je veliko. Najverjetneje, mislim, marsikera neresnica se je širila o meni že v osnovni šoli zaradi tega, ker so me vsi vedno nadlegovali, vedno so izmišljevali stvari o meni.
Govorilo se je marsikaj, ne vem. Trenutno se govori, da naj bi se širile gole slike o meni, sam se ne. Ne vem pa, kaj je bilo prvo, ne vem. Čeprav čisto možem, da je nisem predstavil, da je sam prišla pa je. No, ne vem, maybe jo sploh ne poznajo. Jaz se tudi raj ne bi. No, cool. To je bila una, ki je videla. Ja, nisem mogel da reči tega, kaj? Ja. Okej, prvo. Se boljš, da je nisem poznala. Toliko nazaj, da se ne spomnim več. Moj prvi video na YouTubu je bil horror film, sneman z enim ciglom od telefona, ko ni niti zvoka snemal. In sem naredila kao nek silent movie in je bilo vse črno-belo in je bilo ful dober in je bilo ful scary. In ta video lahko pogledate, mislim, da je celo reaction na mojem kanalu, ker sem pač leta kasneje to gledala in je bilo ful zabavno. Ja. Če ima kdo še kakšno zanimivo stvar za odgovoriti na ta vprašanja, ki sva jih mi dva dobila, ali pa če ima kdo nasploh kakšno tako zanimivo prvič temo, kar komentiraš spodaj, da se zanima. Ja, pa ne se pozabiti subscribe na Džunglo, pa lajkati tale video, pa nojo followati na Instagramu, ker rabimo followerje, pa pogledati si to je prejšnji video, tega le ti predlagava, tukaj se pa lahko subscribaš, približno nekaj. Pa zvonček, ping, to je to, čau! Ajde!